Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Pozdravljeni tudi na današnji dan. Ob svetovnem dnevu Romov so predstavniki romskih skupnosti v Sloveniji danes, tik pred srečanjem s premierjem Pahorjem, vsem gledalcem vesti voščili v svojem jeziku. Megkívánni Roménge, hogy látsa živna Afkasar Pekal, hogy novna bri pavni, bri letrika, hogy novna bri loj, hogy lengrčavoran di škola pšejpirna, tež čejpomega kerna pomarekera, kajam da látsa živ. Deo, predsednik Šukar Pendje, kívánni na fistu teme lenge, kaj čauče kezdinaha djevkar feder težil, kaj živaha Afkasar sa okola manuša, kívánni pa te deo, kaj dao amaro svecu novla po bistardu. Vašo romano Svetovno dan želino Roménge vsa najhede. Mislimo da holocajto, da le i Roma začminžamo spoštuju vini i da bi romane, da bi pravzaprav Roma hede čavoren bičal do šola, saj samo doleha lako pesko rusniči nama koleželje kamin hile. Najhede pa želino da bi Romende ovsarende lengoro misto pani i ljuči. Žive si Romano žive. Sore Romenži po celo svetu želim neka račen pero tam, a ne živesko žive. A si ti kaj razumela? Kaj to oni govorijo? Ne vem, srečno novo leto, vesel Božič. Aha, tako blagi, da so. Ali misliš, da so komu jebel mater? Sam mamica, ali kaj? Podmladek Nove Slovenije je napovedal namero o zbiranju podpisov Ljubljančanov in ostalih državljanov, ki naj bi prepričali Zorana ljubljanskega župana Jankovića, naj avenije mimo pokojnih ne poimenuje po Josipu Brozu Titu. Na to pa se je seveda med nameščanjem Zobovja odzval tudi svetnik Peter Božič. To so mladi dečki, ki nič ne vejo. Pa to še ne bi jaz bi jim to čisto pustil zaradi tega, ampak imajo se pa tudi kaj za naučiti. Po Božičevem mnenju so fantje prespali del pouka zgodovine in jim napovedal tudi malo možnosti za dosego referenduma o vprašanju. Trdno tudi zagovarja Titovo nedolžnost pri odgovornosti za povojne poboje in strumno zagotovi, da se bo zavzemal, da se v Ljubljano vrne tudi Kidričeva ulica. Zaenkrat razmišljam resno o Kidričevi, zato ker so bili ti njihovi politiki, taki bedaki, da so šli brisati Kidričevo ulico in jo preimenovali v Štefanovo, in šlo pa vendarle za dr. Franceta Kidriča, ustanovitelja Ljubljanske univerze. Tok jih briga ta zgodovina. Na vprašanje, ali in kdaj bi Ljubljana lahko dobila Jankovićevo ulico, je Božič dejal. Ja, to sem jaz ravno kar že spet povedal Zoranu Jankoviću, da bi jaz eno ulico imel po njem, ampak šele pol, ko bo umrl. Črna kronika iz prihodnosti. Pri Žalah se je včeraj zgodila prometna nesreča in sicer ravno v križišču, kjer Janković seka Tita. Kriminalisti so včeraj ves dan preiskovali prostore APK. Uradnih podatkov vsebini preiskave še ni. Najbolj opremljiva sled preiskave pa naj bi bila opredelitev brezplačne frekvence UMTS Tušmobilu. Minister Lahovnik je ob tem napovedal, da se Tomažu Simoniču že maje stolček. Predstavnica za odnose z javnostjo APK Dragana Lukić pa zaenkrat več informacij o preiskavi ni imela, je pa izjavila, da jo je ta presenetila. Pa nas takšen način sicer preseneča, glede na vse pohvale, ki smo jih prejeli strani Evropske komisije. Zdaj drugih informacij še nimamo, ko bo karkoli drugega jasnega, bomo pa podali uradno izjavo in vas o tem obvestili. Hitre novice. Domače zdrahe in teta kurba. Ministrica za obrambo Ljubica Jelušič preiskuje zaposlene z neustrezno izobrazbo. Tako je 200 zaposlenih v Slovenski vojski in upravi obrambnega ministrstva že pristalo na novih delovnih mestih. Plača se je nekaterim znižala tudi za 400 evrov. Ministrica se seveda zaveda, da bodo morda s tem določenim povzročili socialne stiske. Se Zoran Thaler vrača v aktivno politiko? Prav on naj bi bil premierjev skrivnostni izbranec za nosilca Evropske liste SD. Delničarji Petrola imenovali nov nadzorni svet. Istrabenz in Združenje malih delničarjev sta na sklep o imenovanju članov nadzornega sveta napovedala izpodbojno tožbo.
Lumparije s palicaji. Jelka Strojan nokotirala pričo na sodišču. Na ljubljanskem okrožnem sodišču je med kazenskim postopkom proti Zdenku Strojanu, Igorju Strojanu, Janezu Jagodicu in Violeti Strojan prišlo do incidenta. Mati treh obdolženih, Jelka Strojan, ki je bila prisotna na obravnavi, je namreč fizično napadla oškodovanca. Zadevo, kakopak, preiskuje policija. Vrtimo globus. Ameriški predsednik Barack Obama nenapovedano pristal v Bagdadu. O prvem obisku je dejal, da je tam potrebno še veliko postoriti. Pa iraški novinar. Prvak v metanju čevljev, Mutanzer al-Zaidi, Mutanzer al-Zaidi je na sodišču v Bagdadu po pritožbi dosegel skrajšanje 3-letne zaporne kazni na 1 leto. To so bile hitre novice. Investicija v Stožicah je vredna le še 200 milijonov evrov na mesto začetnih 242. Gospodarska in politična elita pa se je tokrat fotografirala ob Jocu Pečečniku, lastniku in investitorju pri obnovi Plečnikovega stadiona za Bežigradom. Otvoritve razstave projektnih zasnov za prenovo stadiona sta se udeležila premier Pahor in ministrica Kresalova. O stadionih in nogometu komentar dneva mestni svetnik občine Ljubljana Peter Božič. Najbolj groteskna zgodba, ki jo jaz v svojem že kar dolgem življenju poznam, je zgodba o Bežigradskem stadionu. Že 3 leta, ker se delajo razne stvari s tema obema stadionoma, zdaj oba že imata jame. Meni je glih včeraj župan rekel, da me bo povabil v eno od teh jam, na Stožcah, ima zagotovljena finančna sredstva, na vse zadnje se bo zgodilo, da bomo stadion imeli, nogometa pa ni nikjer. O dodatni ponudbi projekta v nastajanju investitor Joc Pečečnik. To je tako preroko, da je komentator. Pizda, pa grem drugače. O dodatni ponudbi projekta v nastajanju pa tudi investitor Joc Pečečnik. Tukaj bomo imeli eno največjo plezalno steno, imeli bomo bowling, kegljanje, imeli bomo judo, kulturne dvorane za zborovsko petje, imeli bomo dvorane za namizni tenis, imeli bomo 50-metrsko pokrito strelišče, imeli bomo plesne dvorane, športni youth hostel, tako da je veliko teh stvari, ki bodo popestrile življenje v Ljubljani. Projekt predvideva tudi ureditev okoli 2500 parkirnih mest. Denis pa je Jota seveda malo tudi špiknil in vprašal, ali je v sklopu kompleksa načrtovana tudi igralnica. Igralni salon je predviden. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V Cankarjevem domu se je pričel 23. festival dijaške ustvarjalnosti, na katerem se bodo do 20. aprila odvijali koncerti, predstave, branja in pogovori. Veliki sprejemni dvorani pa sta do 17. aprila na ogled fotografski in video del festivala. Na otvoritvi je Katja spoznala enega od zanimivih mladih ustvarjalcev, fotografa, maskerja in obetavno medijsko osebnost Nejca Wenzelbergerja. A to je vsakodnevna oprava ali je to za današnjo priložnost? Oprava obraza je vedno podobna. Se pravi, je make-up del tvojega vsakdana? Ja, to je res. Medtem ko se pa styling kot obleke spreminjajo. Poskušam se na čim več prireditvah pokazati v različnih oblekah, da me ne šimfajo, da hodim vedno v istem. Pretopim pravzaprav kar precej mojih finančnih sredstev v obleke. Po 2 letih zatišja so se včeraj v Kinodvoru v novi postavi in z novimi inštrumenti, ki jih je po večini ustvaril Primož Bržan s projektom Kimatikon, sistemom za neposredno materialno vizualizacijo zvoka, predstavili Destroj. Goran Završnik se je zvijal ob terminu elektroakustičnem inštrumentu, ki deluje po principu elektromagnetnih valovanj. Vprašala sem ga, jaz sem ga vprašala. Ali je z njim že poskušal kdaj vzpostaviti stik z nezemljani?
In kaj si pričakovala, da bo rekel? Ja! Fly me to the moon. Po mojem bom enkrat nesel tole zvečer na gorhnem polkamniku na Zaprce, pa bom tu priključil eno ogromno zvočenje, tako pa ga v zvezde gor usmeril, pa... Še je vreme? Uradno je danes odprta fuk sezona. Pita si odzad. Kukar zakireno. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Nasvidenje prihodnič. In vse tisto fajn, lepo, srečno na cesti. Če srečate cigana, mu vošte dan pa to.